Živijo in lepo pozdravljeni v 5. oddaji Klepetalnice. Nocoj bomo razpravljali o temi, ki že nekaj časa dviguje prahu, morda celo dobesedno. Razburila pa je precej občane v delu občine Križ, Moste in pa Suhadole. Torej, govorili bomo o odpadkih v Suhadolski jami. Tako, dolžna sem predstaviti še nocojšnje goste. Dober dan, jaz sem Robert Špendelj, sem pa izdelovalec okoljskega poročila za lokacijski načrt za območje Gramoznice v Suhadolah. Dobro večer, jaz sem Marta Kos, sem občanka vasi Križ. Drugače sem pa zaposlena že 25 let v kmetijstvu. To področje tudi dobro poznam in jaz upam, da mi bodo danes prisluhnili predvsem kmetje za ohranjanje tega Mengiškega polja. Dobro večer, sem Vid Koritnik, občan Most, svetnik, zadolžen pri projektu MBO. Dobro večer, sem skupaj. Jaz sem Marta Ciraj, svetnica v prejšnjih 2 mandatih in sicer sem danes v vlogi direktorice Urada Republike Slovenije za kemikalije, sicer sem pa občanka v občini Komenda od leta 1988. Dober večer, pozdravljeni vsi. Sem Vesna Živadinov Štebe in prihajam iz vrst LDS. Dober večer, še iz moje strani, dr. Jernej Zupančič. Živim na Križu, sicer pa je moje delovišče v okviru Filozofske fakultete, oddelka za geografijo, sicer pa sem tukaj tudi kot starešina lovske družine Komenda. Dobrodošli v Klepetalnici. Najprej bomo dali gospe Marti Ciraj besedo. Hvala lepa za besedo. Jaz bi želela glede na prejšnjo klepetalnico dati pojasnilo gledalcem te televizije. In sicer bilo je omenjeno tudi moje ime in v kontekstu moralno-etično spornega ravnanja. In sicer gospa Vesna Živadinov je omenila dobesedno takole: na agitacijo gospe Marte Ciraj od njega odkupila zemljišče, tam, kjer naj bi stal medgeneracijski center, po 10 evrov ali po 10 mark. Šlo je za nakup zemljišča od gospoda Jožeta Špenka, ki ga je gospa imenovala po domačem imenu Mlinarjevega Joža. Župan je to sicer demantiral, jaz bi pa želela pojasniti, da moje ravnanje nikoli in nikdar ni bilo moralno, etično sporno. Takšno ravnanje mi je izjemno tuje in zaradi tega sem se čutila prizadeto in želim pojasniti, da povezovanje mojega imena s takim kontekstom ne gre skupaj z mojim načinom ravnanja. Hvala. Kar izvolite. Če dovolite, jaz bi na to odgovorila na tak način in sicer z besedilom iz Svetega pisma Stare zaveze, 1. Samuelova knjiga 17/29. Če morda kakšen komentar? Ne. Torej, pa začnimo s tokratno temo. Naj še povem, da je tokratni sponzor Klepetalnice podjetje Biotera. Naj začnem z člankom iz Dnevnika, se pravi v sredo 23. smo lahko v Dnevniku pod naslovom le še nekaj dni za odločitev o smeteh prebrali, da ministrstvo ni dalo zelene luči občini Komenda za MBO, ampak so na ministrstvu podali pobudo mestni občini Ljubljana za reševanje smetarskih težav, da naj vključijo še tako občine Komenda, Domžale in Kamnik. Kako komentirate na odločitev države? Na zadnjem svetu v občini Komenda sem podal predlog, da se pošlje pismo na Snago in na mestno občino Ljubljana, če nas sprejmejo kot enakopravnega partnerja, ker toliko let odlagamo tam smeti in tudi ekološka taksa je vsa, bom rekel, iz Komende tam. In oddali smo pismo, na katerega smo ravno včeraj dobili odgovor, da pač nas bo župan Zoran Janković povabil na razgovor, da sicer je mesto za smeti, ampak je treba dogovor, mislim,
razgovor, da se vidi po kakšni ceni in kako. To je najnovejša. Ministrstvo se je pa pač na osnovi tega tudi odločilo, ker oni bi najrajš, da je en MBO, da nista dva, ne? In tudi na našo pobudo, da bi mi čim bliže odlagali Smatija, ne? Verjetno na osnovi tega, čeprav mislim, da to še ni dokončna odločitev, ampak je pa prva, bi rekel, prvi javni nastop ministrstva. Hvala. Da še kdo? Kako komentirate odločitev države? Če ne, nadaljujemo s tem, da so o odpadkih v Suhadolski jami poročali tako v glasilu občine Komenda, Dnevniku, Delu, Domžalskih novicah, kot tudi v Kamniškem občanu. Slednji je 19. aprila v rubriki Kje naš čevelj žuli objavil kar 2 prispevka na to temo. Ne vem, če ste seznanjeni, ampak bom povzela. V prvem pod naslovom Zakaj je izgradnja zgradbe MBO v Suhadolski jami tako skrivnostna za večji del javnosti? To se je namreč spraševal predsednik okoljevarstvenega foruma stranke SD Kamnik Komenda, gospod Danijel Kovačič. On je v članku zapisal, da bo pri suševanju odpadkov spuščena v zrak velika količina CO2 in pare, kar naj bi povzročilo še več megle v zimskem in jesenskem obdobju in pa poslabšanje zdravstvenega stanja v pač tej kotlini, kjer prebivamo. Drugi članek je pa Nova Slovenija Kamnik opozorila na predvideno gradnjo zažigalnice odpadkov na deponiji v Suhadolah na Mengeškem polju, torej na tromeji med občinami Mengeš, Kamnik in Komenda. To je na lokaciji, kjer je le 500 metrov oddaljena od občinske meje. Svetnik Nove Slovenije, gospod Matej Tonin, je na zadnji občinski seji že zahteval dodatna pojasnila v obliki svetniškega vprašanja. Potem so pa v Domžalskih novicah 9. marca objavili članek z naslovom Smeti, posel stoletja. V tem poslu naj bi obogatela zlasti občina Komenda. Vprašanje, ki vam ga pa zastavljam, je, kakšno je vaše mnenje na pisanje v sosednjih lokalnih časopisih? No, jaz bi komentiral te ocene vplivov na okolje, ne, zaradi spuščanja CO2 in vodne pare. Ne. Mislim, količine, ki bodo šle v zrak, so zanemarljive v primerjavi z naravnimi dejavniki. Ne. Mislim, količina CO2, ki ga spušča promet, ki ga spušča ogrevanja, ki nastaja pri aerobnih procesih razkrajanja v zemlji in podobno, pa recimo količina vodne pare je že tako ali tako v naravi bistveno večja od tega, kar bo tukaj prišlo, tako da to je traparija, no, kar, da se govori o tem, mislim, pač govori se lahko, ne, ampak ni resen argument, neresni argumenti so pač druga onesnaževala. Kar se tiče sežigalnice, pa težko komentiram glede na to, da vsaj, kar jaz poznam in kar je recimo naše podjetje ocenjevalo, o tem nikoli ni bilo govora. Jaz bi pozdravila to civilno inicijativo, ki mislim, da je nujno potrebna pri vseh okoljskih posegih, posebej, kadar gre za širše posege v okolje, ker se v toku priprav prostorskih obravnav in tako naprej potem sigurno bolje pripravijo stvari in se dajo, pride do boljših rezultatov, ker vsekakor je dobro, da ta kontrola obstaja. Po drugi strani bi pa rada povedala, da je govorjenje na pamet zelo problematično in kadar ni zadnji resnih osnov, resnih študij, lahko takšne nekritične pripombe povzročijo paniko med ljudmi in nastane nenazadnje tudi ekonomska škoda. Mi vsi dobro vemo, da je ravnanje z odpadki nujno potrebno in da lahko govorimo o trajnostnem razvoju samo takrat, če bomo ravnali tudi z odpadki trajnostno. In ravnanje z odpadki je danes zelo sodobna industrija in zelo ekološko lahko
urejena industrija. Obstajajo namreč načini, kako se z odpadki, posebej kadar gre za inertne odpadke, takrat ne moremo govoriti o emisijah, zelo lepo in na pravi način ravna. Tako da mislim, da bi bilo treba tukaj veliko več osnov, veliko več študij še narediti in šele potem govoriti o kakršnih koli vplivih. Kolikor sem se jaz pozanimala, na konkretnem primeru emisij vsekakor takšnih, kot so bile na pamet govorjene, nikakor ne bi moglo biti. In kot sem povedala, vsekakor je potrebno veliko več ozaveščanja, veliko več študij in potem usmerjenega ozaveščanja, da bomo govorili na podlagi nekih študij, ker govorjenje na pamet je lahko, kot sem rekla, problematično in pa tudi ekonomsko škodljivo. Jaz bi pa odgovorila direktno na vprašanje glede obveščanja javnosti. V primeru odločitve gradnje tako pomembnega objekta, kot je odlagališče oziroma predelovalnica objektov občina Komenna, dolžna upoštevati zakon o varstvu okolja in k postopku pravzaprav povabiti širšo javnost. Trdim, da širšo javnost predstavlja, poleg, mislim, da vseh nas občanov predstavljajo tudi prebivalci občine Kamnik, lastniki zemljišč in pa tudi ostali in pa prebivalci občine Mengeš, saj je mengeška lastnina neposredno od lokacije oddaljena le 200 metrov oziroma v občina Kamnik pa v jugovzhodnem delu samo 1000 metrov. Kar se tiče samih objav, jaz bom rekla, da kot delavec na področju kmetijstva zadevo zelo dobro spremljam in te zadeve javno nisem nikdar zasledila, niti v predvolilnih, to se pravi, obljubah gospoda župana oziroma ostalih svetnikov. Jaz sem tukaj tudi v okviru odbora za ohranjanje podeželskega bivalnega okolja, v katerega sem se pač vključila in mi kot odbor smo zahtevali tudi ustrezno dokumentacijo oziroma dokazila od občine. Občina nam je dostavila, bom rekla, zelo malo dokumentacije, med njimi pa tudi tolo, s katero trdim, da je bila javnost zelo slabo obveščena iz uradne objave prve prostorske konference, katere se je udeležilo le 5 občanov, 5 predstavnikov podjetij in predstavnik, to se pravi občine, in pa gospod Ulčar je obrazložil samo postopek sprejemanja lokacijskega načrta. V zapisniku ni nobenih podatkov, ki bi se nanašali na regijski center za mehansko in biološko obdelavo odpadkov. Na drugi uradni konferenci, ki je bila 20.12.2006, pa je bilo prisotnih 9 oseb, ker so bili prvič javljeni, povabljeni tudi posamezni lastniki, zato ker na tej lokaciji so še zemljišča v lasti posameznih fizičnih oseb, od tega je bil prisoten en predstavnik občine, en svetnik, 2 predstavnika ateljeja Arkos, kar pomeni, da je bilo prisotno samo 5 občanov. Jaz sem nikjer zasledila, da razen v javni objavi v Plenci, da bi bilo povabilo tudi k ostalim, to se pravi občanom občine Kamnik in pa Mengeš. Župan, točno citiram iz zapisnika, župan je prvič omenil dejavnosti na omenjeni lokaciji. Piše MBO, rešet, predelava gradbenih odpadkov, biotera, prekladanje organskih odpadkov, ureditelj betonarna predelava gradbenih odpadkov, izvajanje različnih dejavnosti občine Komenda. Gospod Pibernik, član našega, to se pravi odbora za ohranjanje podeželskega bivalnega odbora, je takrat prvič v imenu športnega društva in liste za suhodole podal naslednje pripombe, ki pa očitno niso bile upoštevane oziroma so šle mimo. MBO suhodole ne potrebuje, umestitev sredi polja ni primerna, MBO na tej lokaciji ne rešuje ekoloških problemov z odpadki. Da pač ne bom predolga, jaz bom rekla, verjetno je povabilo občanov v februarju izvalo in morda rešilo tudi problem, vseslovenski problem reševanja odpadkov, saj dejansko Cerov v 11 letih ni našel primerne lokacije oziroma se tudi župani, to se pravi, niso morali to domeniti. In jaz mislim, da lahko kar naravnost povemo, da ni to problem, katerega naj bi reševalo 4500 prebivalcev oziroma v strukturi, ki jo je župan predstavil 2% prebivalcev na račun 240 000 prebivalcev. Mislim, da se mi zdi, da smo Komenčani pametni in pridni ljudje
ljudje in da bi ne bi smeli služiti pač z odpadki. Imam pa še dosti ostalega dokazljivega, bom rekla, gradiva, ki jasno dokazuje, da je potrebno jamo sanirati in vrniti kmetijski rabi. Ne, dala je pa meni besedo, zato. Ja, jaz sem že prej tukaj le imel. Tako da. Izvolite. Ja, najprej si je treba naliti 2 kupici čistega vina. Prvič to, da nimamo torej tako čiste tehnologije, da bi bila brez učinkov na okolje. Zato, ker je treba šteti torej rezultantno na koncu, torej celokupno rezultat tak, kot ga pač povzročajo vse aktivnosti, ki seveda prispevajo k tako imenovanemu reševanju okolja in odpadkov. Odpadki seveda ne morejo biti in tudi njihov način reševanja ne more biti narejen, lahko rečemo, na ravni neke posamezne občine oziroma na lokalni ravni. Smetarne so velikanski objekti in če hočejo biti racionalni, pomeni to več kot 250 tisoč ljudi prispevnega območja, še bolje torej nekaj več in v tem primeru pomeni, da morajo biti lokacije seveda zelo skrbno izbrane, zelo pretehtno izbrane, se pravi tiste, ki bodo seveda ustrezale ekonomskim, geološkim, transportnim pogojem, pa seveda tudi tistim, ki jim rečemo družbena sprejemljivost, se pravi, če nočemo seveda tega, da bo posel stoletja tudi fiasko stoletja, ki se lahko zgrne na glavo lokalni skupnosti, pa tudi širše, če torej lokacije ne bodo posrečno izbrane. Zaradi tega se seveda potrebuje zelo skrbno pretehtane študije in dovolj dolgoročno gledanje. To pa seveda hkrati pomeni, da je prevažanje iz lokacije na lokacijo oziroma da bomo imeli tukaj več lokacij, ki bodo reševali en in isti problem, nesmisel, ki ga mislim, da ministrstvo ne bo oziroma ne sme podpreti. To pomeni, da so primerne tiste lokacije, ki bodo seveda dovolj rezultantne in v tem smislu je pomen, da lahko rečemo čistin je smisel. Ekonomski, ekološki, družbeni, pa tudi še kakšnega bi se tukaj našel. Tako se preprosto ne da. Skratka, na tak način planiranje, pa seveda tudi obveščanje v tem smislu, da se nekaj začenja pogovarjati in tako naprej, kaže pravzaprav na, če mi oprostite izrazu, na rahlo neresnost zadeve, kakor se je pač lotevajo. In če 10 let se rešuje ta problem, pomeni, da ga bo treba seveda reševati, ampak ne mora biti to zgolj medsebojni dogovor županov, ampak bo treba seveda prej temeljito preštudirati, kje, kaj, kako in tako naprej, potem pa seveda izločiti lokacije, ki lahko pridejo v nek ožji izbir, drugače pa to preprosto ne gre. Na tak način smo prišli tudi na vse zadnje tudi do nuklearke. In nič drugače. Ne gre drugače. To je, mislim, da praksa tudi pokazala in tudi v tem primeru je treba te zadeve počrtati. Moje mnenje je, da ta klepetalnica in tudi razprava o mehansko-biološki predelavi odpadkov, ki naj bi bila umeščena v Suhadolski jami na Drnovem, v bistvu prekladanje megle. Zakaj? Zato, ker enostavno vse reči, ki se vrtijo okrog MBO, so nedorečene. Rok za črpanje evropskih strukturnih sredstev je samo do konca tega meseca in ne vidim nekih resnih interesov za uskladitev dogovorov in usklajevanj, da bi prišlo do črpanja teh sredstev. Menim, da je nekje ta zadeva tudi to, kar ste navedla kot vprašanje in vse aktivnosti kažejo na karakter političnih igric in merjenja političnih oziroma merjenje moči političnih strank. V tem času, kar se dogovarjamo in pogovarjamo o sortirnici odpadkov na Drnovem, so se zgodile nepomembne stvari in sicer več kot 900 občanov, polnoletnih občanov in občank je podpisalo, da se ne strinja z načrtovanjem tega objekta na Drnovem, kar nakazuje na to, da se ne strinja z odločitvami lokalnega vodstva in z nadaljnjim načrtovanjem izgradnje tega centra. Sama menim, da je
Sama vidim rešitev tega problema v tem, da bi naša občina najdla kontakt z mestno občino Ljubljana in odlagališčem Barje, da bi skupaj poiskali skupni imenovalec in rešitev. Pri odpadkih je tako in kot pri vsakem problemu, začeti je potrebno iskati rešitve pri sebi. V tem hipu vidim največjo rešitev v ločevanju odpadkov, kot drugo nakupovanje na tržnicah in ekoloških kmetijah, ker s tem zmanjšujemo obremenitev okolja. Odpadki in okoljska problematika narašča ekvivalentno z ponudbo in popraševanjem in potrošnjo in ustvarja probleme, za katere smo odgovorni vsi. Ja, torej bi lahko tukaj kar nadaljeval, se popolnoma strinjam. Torej prva naloga bi bila seveda zmanjšati količino odpadkov in pa seveda sortirati jih tako, da bodo ti postali koristni. Smo že dosegli pravzaprav že prvi tudi otipljiv ekonomski učinek. Ampak to ni enostavna naloga, še posebej, če se zavedamo, kakšna pa je ta ekološka zavest. Tukaj pa moramo potrkati in reči, da šepamo. Komenda, če se samo sklicujemo na odločitev recimo občinskega sveta, ki enoglasno pravzaprav brez potrebnih študij potrdi tako zadevo, potem moramo reči, da smo odzadaj tukaj z slovensko, kaj šele z recimo nekje evropsko primerljivo ekološko zavestjo. Skratka, odpravili bi to zadevo, če bi se zraven še dobile kakšne solde, ne zanima nas pa pravzaprav, koliko nas bo to na koncu stalo in kaj bo to na vse zadnje prineslo. Tako da gledanje skozi denar, ne pa upoštevanje okolja tistih hip, ki bo v zelo kratkem času postala otipljiva ekonomska postavka in to minus, ne plus, je pa potem seveda problematično. Tako da tukaj se strinjam seveda, da je to prva naloga in meni je všeč, da naprimer šola začenja z projektom ekošole. Ampak otroke sem doma vprašal, kako so dobili kruhek. Seveda so ga dobili zapakiranega. Oprostite, na tak način ne bomo dosegli ničesar. Pa se da veliko doseči. Če bi tukaj prispevali naprimer zmanjšanje za 30 ali 40%, gospodje in gospe, to se da narediti. Bi naredili ogromno. Potem pa seveda še vse ostale, moramo pa se zavedati, da je težava, ki jo imamo, torej kot civilizacija, seveda tista, ki najbrž se ne bo zmanjševala, ampak se bo povečevala. Zakaj? Zaradi tega, ker je tudi vprašanje toplogrednih plinov, vprašanje varstva ozračja oziroma atmosfere, podnebne spremembe so številka 1 v svetovni politiki, ne samo v ekonomiji. In tukaj lahko začnemo. In se ne obnašamo odgovorno, ne kot skupnost, ne kot država, če seveda prispevamo k temu, da bomo smeti oziroma njihove produkte prevažali sem in tja. To ne gre. In to je ekonomski in ekološki učinek, ki ga moramo seveda tukaj jasno izpostaviti kot izhodišče, drugače smo v temeljih izgrešili razpravo. No, ker so potrebe potem, da damo besedo, se pravi, v občinstvo, kar predaja mikrofon. Jaz bi samo repliciral gospodu Špendlu pa Cirajevi, zakaj se je ciljna iniciativa organizirala. Poglejte, na zboru krajanov v Mostah, vsi Suhadole, Mocni Križa, smo dobili v roke gradivo, ker je nedvoumno pisal, da je 30%, da bi te odpadke sečili in da je 30% teh odpadkov, to se pravi v zrak, teže. To pomeni, od 450 ton bi šlo dnevno tam 50-60 ton v zrak. Ker pa ta jama leži na najnižjem delu Gorenjske in tako od Kamnika, kot smo rekli, Gorenjske teren pada in če bi gospod Špendl poznal fiziko, kako se mrzli in topi zrak med seboj mešata in kako se vlaga izroča, če se topi zrak ohladi, vlažen topi zrak ohlaja, kondenzira. To pomeni, ker se mrzli zrak teži od toplega,
mrtev zrak po zim pritisne dol in spodriva topuga in topel zrak iz tega dimnika, iz te NBO bi šel v zrak, ta bi bil vlažen, ko bi se dvignil tam na 50 metrov, bi se ohladil na nivo zunanje temperature in takrat bi kondenziral, kar pomeni, da bi vsak dan dobil 50-60 ton, bi dobil na glavo. Tako v okoliški kraji, kot še naprej, kot teren pada, tako kot šata teče proti Trzinu. Če kje po zimi je bila, potem je v Trzina dokumente. In tam bi tudi dobil, kadar bo brezvetrno, mislim, tiste dni, ko je včasih tudi 14 dni brezvetrno obdobje, bi dobil to vse na glavo. Tako so predstavili tudi, mislim, predstavnik publikusa, pa še nek predstavnik, ki je sodelal v študijo za potrebe občine. Mislim, da je tokrat pravilno reagirala in pa bi dal še besedo od članom odbora naprej. Ja, jaz bi se tudi malo oglasil, ne se mene mogoče že poznate, jaz sem Tone Lukan iz Komende, sem član SDS-a, sodelujem pa tem projektu MBO za Snago, za mestno občino in ta projekt v detajle poznam. In moram povedati, da sem se izredno čudil, ko sem pogledal, kako občina Komenda pač hoče ta objekt tukaj zgraditi. Meni se to zdi izredno smešno, zato ker recimo take objekte gradijo samo tam, kjer je treba. Recimo tam, kjer so velika mesta, ker je treba te odpadke predelati, ker gospa je rekla, da bo občina bogatela. Na ta način predelave smeti ne bo noben bogatel, ker je ta predelava tako izredno draga, da se niti stroški ne pokrivajo. To je prvo. Drugikat pa jaz sem tle izredno občudoval ta zagovarjanja, ker nobene ekonomske študije ni bilo narejene. Če bi bila ekonomska študija narejena, če bi jo gospod župan podal, recimo občanom, bi se točno videli, da je predelava teh smeti negativna za tistega, ki pač jo predeluje. In sploh je pa nekaj zanimiv, ki je bilo govora o neki ekološki taksi. Mi zagovarjamo, da je to tako strašno ekološko, da praktično ni vpliva na okolje. In če vemo, če pa to tako, mislim, da na okolje ne vpliva, potem te ekološke takse ne bo več, ker ta ekološka taksa je samo zato, ker je okolje obremenjeno. Ker vemo, da se te smeti odlagajo v neka odlagalna polja, in tisti, ki ima odlagalno polje, pač je to okolje obremenjeno in se dobi ta ekološka taksa. In vam povem, 100% bo tako, če bi ta objekt bil zgrajen, bi takrat, ki bi začel obratiti ekološke takse, ne bilo več. In to se pravi, kdo bi pokril obratovanje tega objekta? Mi, ki bi pa smeti predelujemo. In bi se nam recimo ta cena dvignila, ekološke takse ne bo več, Evropa nam ekološko takso, pa mislim, da investira z teh kohezijskih sredstev zato, pač, ker Evropa hoče imeti čisto okolje. In ko bo to, mislim, to je prvo, drugikat je pa izredno riskirano napraviti konzorcij 7 občin. Jaz sem že rekel, da gospod Koritnik je govoril, da pač Dunaj ima neko ogromno prebivalcev. Jasno, da ne moram imeti, ker ima ogromno prebivalcev, Komenda pa ni treba. Zakaj bi Komenda iz 4000 prebivalci gradila neki MBO za 250 000 prebivalcev? Pa to je smešno. Veste kaj, s tem objektom so take velike sitnosti. To je tako tehnološko zahteven objekt, da ga v Sloveniji sploh tega objekta ni. V Evropi je zdaj, kot jaz poznam, mogoče 5-6 objektov. In s tem objektom, ki bom kar začel obratiti, bojo take sitnosti. Pa nekaj je še tako. Jaz sem premišljal, koliko je to kratko vidno. Lahko se zgodi, veste, za te smeti predelovati ne bo delavcev z lepa zadobiti. To je vse po tekočem traku, to je treba predelovati. In lahko se zgodi, da ti delavci bojo slabo plačani, ne bojo predelovali, ta objekt se lahko zgodi, da bo stavil, bojo razni remonti in tako naprej. Občine, ki bojo v konzervaciju v krizi, ne bodo recimo plačevala nam za predelavo teh smeti in bo ta MBO, ta RCERO občine v veliko breme. Tako da tle se mi zdi to, mislim, enostavno smešno, kako prvikrat se nekako na pamet govori, pa taksa, pa bo občina Komenda zaslužila, pa bomo, veste kaj, to so pravljice, velike, veste, mislim, je tako, bom še nekaj rekel.
nekdo mi je rekel, ja, pa kaj imate pa komendnega župana, ki hoče MBO postaviti, se od tega ni nobenega zaslužka, ne. Od tega se zasluži samo takrat, ko se ta objekt gradi. To pač takrat te firme, ki gradijo, ko ta sredstva pridejo, zaslužijo, potem se pa ta objekt nekomu da, ta pa se hudo negativno posluje s tem objektom, ker se pač predelava teh smeti ne pokriva, ker to so ogromni stroški, mislim, tle ni prvikrat ekonomske računice sigurno ni, to brez nadaljnjega, ne. In tisti, ker je to govoril, da se bo to z Komendi zaslužilo, pa da bo Komenda, ne vem kaj, je, mislim, to je tako, ne, mislim. Jaz, ko sem gledal te oddaje malo, ne, na televiziji, veste, sem bil kar malo razočaran, no, mislim, ampak ne samo toliko nad županom, ne, jaz sem pa pričan, da župan ve. On je že toliko raziskal te stvari, saj bi lahko prišel, mislim, nekje vprašal se tudi je, se Publikus to dobro pozna, ne, se Publikus je pač, zdaj on sem htio dva že v Ljubljano na snaho, ne, on pač želi ta objekt postaviti, z njim obratovati, ne, in on ve, da to ni ekonomsko, ne. Mislim, nisem pa razumel svetnikov, da svetniki niso bili toliko osveščeni, da bi pač šli nekam v neko investicijsko skupino v Celje, v Ljubljano, pa bi vprašali, koliko je pa ta predelava smeti rentabilna. Pa bi takoj videli, da ni, in bi rekel gospod župan, to ni rentabilno, ne, da, dobro, recimo, kakšen je vpliv na okolje. To lahko govorimo, da ni, ne, ampak če ni, potem tudi ekološke takse ne bo več. Še eno mnenje iz občinstva. Sem Ivanka Špende in sem prva, ki sem začela na prvem javnem nastopu gospoda župana v zvezi s temo MBO to zadevo kritizirati na ves glas in zelo se upala povedati, da ta zadeva ni v redu za Komensko občino. Sreč sem k sebi privabila tudi res delovne ljudi, ki smo se zbrali v odboru za ohranitev kvalitete podeželskega bivalnega okolja in od 2. februarja do danes nismo imeli počitka, niti ne prevelike podpore, ne strani občine, ne strani ostalih občanov občine Komenda, čeprav smo čutili, da nas podpirajo, nekateri se niso upali tega na glas povedati, nekateri so nas pa na glas kritizirali. In se res iskreno zahvaljujem prvemu iz Komende, ki mi je odgovoril na vse, karkoli sem jaz želela že takrat 2. februarja vedeti. Namreč 2. februar je bil za nas udarec v glavo, brez naprejšnje napovedi, da bo v Suhadolah v jami MBO, za katerega se dokumentacija pripravlja že 2 do 3 leta. Nihče o tem ni kaj dosti slišal, baje so bile neke objave v nekih člankih, kratkih, a prenco berem tako na preskok, že toliko let, toliko nepomembnih informacij je bilo v tej aprenci, toliko nepomembnih hval drugega, vse od MBO-ja ni bilo nič. In dosti žalosten, da sem se mogla kot ženska v času najhujših naporov v službi odločiti, da se s tem mlinom na veter borim, da sem bila kritizirana na vseh občinskih sejah z imenom in priimkom, ker nisem bila prisotna in nisem mogla odgovarjati. K sreči imam tukaj kar nekaj sodelavcev, ki so se pridružili, ki smo začeli na glas razmišljati in prišli do istih zaključkov kot vi, gospod zdale. MBO v takem področju, kot je gospod dr. Jernej Zupančič že povedal, ne more biti ekonomsko upravičena zadeva. To se na pamet ve. Če se mečkam z domačim gospodinjstvom ukvarjaš, samo z domačo hišo, veš, da moraš neke stvari planirati, da moraš imeti zaledje, da moraš imeti denar, da moraš imeti ljudi, ki s tabo delajo. In takrat zadeva uspe. Brez tega ni uspeha. In da nam župan na prvem sestanku reče, da je MBO bo in da je gospa Ivanka Špende vedno proti vsem zadevam in me takoj okrca, ne da bi preveril zadeve, ne da bi preveril svoje besede, ki jih je uporabil takrat, da pač vseeno, kaj mi mislimo. Te stvari se vse lahko gledate še verjetno na vaši lokalni TV. Glede člankov bi vam pa odgovorila na vaše vprašanje, rada, ne? Glede člankov v sosednjih občinah. Mi smo se borili za članke tukaj, mi smo se pogovarjali in smo bili veseli vsakega članka, ki je išel v sosednji občini.
In ko smo sprašvali sosednje občine, kaj vedo o tem, nihče ni nič vedel. Nihče nič. Noben občinski svet v sosednjih občinah o tem ni razpravljal. In v to civilno inicijativo se je sam vključil tudi predsednik ekoloških gibanj Slovenije, gospod Lipič, in pa predsednik foruma ekološkega iz Kamnika Danijel Kovačič, ki pridno sodeluje in kjer smo hoteli konstruktivno sodelovati pri zadevi, da bi prepričali župana in svetnike, da ta zadeva ni v redu, ne z takega in ne z drugačnega stališča, da smo premajhni, da bi prevzeli breme tolikih ostalih občin. In da je tale občina lepa sama po sebi in da moramo imeti neko usmeritev. Ali bomo turizem se šli, ali se bomo šli gospodarstvo, ali pa se bomo šli predelavo smeti. Turizem in predelava smeti na tako majhnem področju ne spadata skupaj. In se na tem mestu zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli podprli mojo in naše ideje tega odbora in res tudi sem vesela vsake novice z ministrstva, kjer piše, da tega v Komendi ne bo. In čas bo pokazal, da je to pravilna odločitev za vse nas Komenčane. In pustite tisto Drnovsko polje na miru. In na tem mestu tudi rečem, zravnajte nazaj polje tako, kot je. In ne mislite že naprej na neke nove bedarije. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za poslušanje. To je bilo iz smeri občinstva, zdaj pa mislim, da je najbolje, da se vrnemo, pa kar damo ostalim še sogovornikom besedo. Kar izvolite. Ja, tle bi prej mogel odgovoriti, no, ali pa reči, zdaj bom pač se vrnil malo nazaj. Občinska uprava na čelu s županom je zadolžena, da poskrbi za prebivalce in tudi za odlaganje smeti. In treba je iskati najcenejše variante za prebivalstvo in najboljše. In pač ena od variant je bila tudi MBO. Ogledali smo si ga v prejšnjem letu, tudi na to, kar je zdaj gospa Ivanka rekla, moram reči, da je bilo takrat po tistem ogledu veliko slik, veliko napisanega v aplenci, mislim, da kar je 2 lista, je bil predstavljen MBO, sicer ni bilo napisan, da bo to v Komendi, ampak da smo si šli to stvar ogledati. Tudi v letošnjem letu, ko smo pristopili bolj intenzivno k temu reševanju, nismo nikoli rekli, da MBO bo, če bo ekološko sporen, MBO-ja smo skozi govorili ne bo. Tudi na občinskem svetu smo dobili soglasje, kot je prej gospod rekel, za enoumno, ali neko tako je rekel gospod, enoglasno, pardon, ja, da je bilo enoglasno soglasje, ampak samo k temu, da se zadeva pristopi k reševanju in da se dobijo določene analize, določene stvari in smo se o tem pogovarjali. Potem je pa bilo v tistem časopisu, takrat v Dnevniku ali v Delu, ki je bilo tisto Suhadolska jama bo smetišče, no in takrat se je pa zadeva začela in zato je tudi bil takrat zbor krajanov in vse te stvari. Jaz mislim, da je bil zbor krajanov, kakorkoli je bil tak, bom rekel, malo na višjem, glasovno na višjem nivoju, mislim, da to ni bila slaba stvar, tudi potem tisti odmevi določenih, bom rekel, ali občinskih struktur, ali ljudi, ali kakorkoli. Fino je, da se ljudje pogovarjajo, fino je, da ljudje zadevo tudi kakšen, da je proti kakšni stvari, da se potem kakšna stvar mogoče drugače naredi. Čeprav jaz lahko rečem, da tudi, če ne bi bilo tega zbora občanov ali pa te civilne iniciative, teh 750 podpisov, ali koliko jih je z občine, mislim, da bi prišli do istih zaključkov na koncu, ko bomo verjetno prišli. Moram pa še se navezati na zadevo. Turistično društvo vsako leto pripravi čistilno akcijo. Nekateri ljudje, to na vaše besede prej, nekateri ljudje so osveščeni, pridejo, nekateri ljudje že čez leto namečejo smeti, kamorkoli je pač mu, da rečemo, leta smo zastavili širše, smo dali vreče prej, smo kontejnerje postavili, lahko rečem, da so kontejnerje odpeljali, razen, kar smo jih v soboto napolnili skoraj prazne, če ne bi soboto polnili, bi bili prazni. Moram pa povedati o osveščenosti ljudi, verjeten, da ne bom rekel tudi tisti, ki se je kakšen podpisal v času čistilne akcije,
10 metrov stran, so pobarali smeti, je prišel s kipov z prikolice dol, pa so mu rekli, da naj Tonkana naredi, da naj pele v jamo ali do kontejnerja, se je smejal, pa je šel. Mislim, to so stvari, ki morajo priti do ljudi, do zavesti in kakorkoli je prej gospod rekel, da je ekošola dobrodošla, ampak mislim, da to traja 10-15 let, da bojo ti otroci ven prišli, pa da bojo naprej znali, ker tudi mi sami, tudi sam sebe zaloten, kjerkrat kakšno stvar primem, pa mogoče narobe vržem, vse jo boj poberem, ampak v tistem trenutku, ko si še navajen, kar vržeš. In mislim, da bo treba tle okrog smeti ali pa okrog čuvanja narave še mrskaj reči. In več bomo govorili, mislim, da bo večji učink, čeprav to rabi čas, to ne moramo kar reči, jutri bo pa tako. Glede MBO-ja pa še toliko, da rečem, naročili smo analizo pri Zavodu za zdravstveno varstvo v Mariboru, glede na tisto, kar smo dobili iz enega MBO-ja iz Italije, in so na osnovi tega pregledali tiste njihove izpuste, pa tisti in so zdaj naredili analizo. Analizo smo dobili to sredo, zelo mislim, zdaj, en mesec so jo delali. Moram pa še reči o tej, gospod je govoril o MBO-ju, pa o ekonomski. Mislim, če bi bilo tako slab, bi Snaga že daj že nehala delati, pa še kar dela, pa se trudi, da bi pridobila še druge zraven, samo neče jih pa pridobiti kot enakopravne partnerje, ampak jih hoče dobiti samo kot uporabnike storitev. Ker če si ti samo uporabnik storitev, je cena lahko 1, 2, 3 ali 5, če si pa enakopraven partner, je pa cena za vse enaka, rečemo 1 ali 2. In zato o upravičenosti pa o govorjenju na pamet, mislim, da je tudi gospod kakšno na pamet rekel. Hvala lepa. Kar damo besedo. Zakaj Snaga dela LCR-ova? Snaga dela LCR zato, ker nima več prostora za odlaganje. Če bi v dan bil prostor za odlaganje, bi Snaga bila zainteresirana, da še naredi odlagalno polje. Gospod Koritnik, poslušam. Nisem bil občutka. Vejte, Snaga, mislim vam govorim, Snaga zato dela odlagalno polje, ker nima več prostora za odlaganje. Ona je omejena, ona odlaga samo še 5 let, lahko potem je pa konc. Vi veste, da je imela Snaga zakupljeno tole Mengoško polje, ki je zdaj tale industrijska cona, in da je imela tukaj namene pravo to odlagalno polje in ni več prostora. In Snaga bi praktično v 5 letih bila ukinjena, zato je priseljena napraviti LCR. In da tudi ena ekonomska računica in se ve, da pač ekonomske računice z tem LCR-om tam ni. Pa še to me nekaj moti, vi ste tem izredno nestrokovno razlagali, župan nekrat govoril, da bo to sortirnica. Sortirnica je čist nekaj drugega, pa zdaj govori, da bo MBO. MBO je pa spet nekaj drugega. MBO je pa, to se pravi, mehansko-biološka obdelava odpadkov. To se pravi, da se odpadki predelajo do konca. To se pravi, da se še žigajo, oziroma da se predeluje plin iz bioloških odpadkov, ostalo, kar pa ni, se pa odlaga na neko polje. To se pravi, bi mogla zdaj, to recimo, kar bi ostalo, mislim, iz MBO-ja praktično ne ostane nič kot nekih trdih odpadkov, ostalo, kar je pa za sežig, gre pa v cementarno, pa v sežigalnico. Vse ostalo biološko se pa predeluje. In mislim, jaz sem vas poslušal, pa ste razlagali tako in tako drugače in to sem hotel povedati. Jaz bi tukaj samo to kot govoril, da če Snaga dela MBO samo zaradi tega, ker nima kam odlagati odpadkov, je to napačen pristop, treba je, koliko smo prej govorili, pa tudi gospod je to govoril, treba je stopiti z glavo in zmanjševati odpadke. Zato je treba delati MBO-je, zato da bo manj odpadkov, da se bo narava manj. To se pravi, jaz če vas razumem, bi vi naredil, če bi imeli dosti prostora, MBO-je naredili, ne naredili in bi naravo še bolj onesnaževali. Vas rekel, ko je, veste, gospod Koritnik, od leta 2012 se več ne bo smelo odlagati bioloških odpadkov. Jaz ne želim, da se v vdaji Klepetalnica povzdiguje glasove, tako da predajam besedo gospodu Klimanu mikrofon. Nema, zdaj deluje tole. Deluje. Ja, jaz sem že bil svetnik v Kamniku, pa potem prvi mandat v Komendi,
moram dati nekaj pojasnil na tole. V Kamniku smo tam nekje leta 1994 sprijeli sklep, da se je tlen v tej obstoječi Suhadolski jami, ki je bila sosedna Rožmanova jama, kot pravimo polna, začasno sortirajo smeti in se vozijo na deponijo Barje v Ljubljano. Potem smo pa leta 2000 v občini Komenda, ko je bila prva prostorska osnutek tega prostorskega plana občine Komenda, smo takrat sprejeli sklep, da se do leta 2006 jama zasuje. Takrat smo imeli celo neko podjetje, neko DDO, ki je bilo zadolženo, da vodi strokovno tole zasutje jame in da se jama ponovno vrne kmetijstvu. Da se pač noter ti interni odpadki in pa gradbeni neškodljivi odpadki v jamo zasujejo. No, zdaj za časa Kamnika smo imeli tudi nekaj težav, ker se je noter tudi vozil tale pepel iz pa nekaj titana, nekaj kemikalije, tudi takrat smo kot krajevna skupnost zadevo preprečili, da je šla zadeva v redu naprej. Bi pa rad povedal glede tehnologije. Obstoja več tehnologij. Tisti, ki smo bili v Menšu na okrogli mizi, smo lepo slišali, da obstojajo vsaj 2-3 tehnologije. Ena je ta italijanska, katera je bila predstavljena tu v Komendi, da ne bi bila v Suhadolah. Po tej tehnologiji gre 30% v zrak, potem se pa še zunaj nekaj suši, nekaj tednov, da se potem pripelja na malo Mežaklo, tega ni sicer noben omenil, toliko je zunaj tega. Da je pa deponija ekonomska, smo tudi v Menšu slišali, oziroma MBO. Potem smo lepo videli, da tale komenski MBO sploh ni zaključena celota, ampak je zadeva precej večja. Na koncu mora biti tudi domalc, tisti, ki bo zadeve pokuril, ker tle nastajajo neki plini, ki jih je treba porabiti, in pa te smeti. Da je pa ekonomična taka MBO postaja, mora pa biti 300 000 ljudi. Ljubljana jih ima zdaj ravno zato, ker dela, Ljubljana je precej naprej, ima že nekje v pridobivanju evropskih sredstev, da pravzaprav rabi, da bi tudi bivša občina Kamnik in Domžale tudi vozile dol. Tako je povedal nek predstavnik oziroma vodja snage iz Ljubljane, ki je bil prisoten na tej okrogli mizi. Mora pa biti 300 000 ljudi, to se pravi, da je komaj cela Gorenjska, komaj za eno majhno. Gorenjska ima tam nekje 250 000 prebivalcev, bi komaj šlo, ampak če bi pa iskali strokovno lokacijo, pa ta lokacija nikakor ne vzdrži, kot sem že prej rekel, zaradi čist fizičnih lastnosti zraka in pa vlage v zraku. Druga stvar pa, ki me moti, ker mi sigurno vemo, če bo kakor toliko strokoven pristop, da tega ne more biti, kaj se bo potem zgodilo, ali bo noter ustala, ali bo to gratala 4. obrtna cona v občini v 4 letih. Najprej je bila Sloga, je postala industrijska cona, potem je bila poslovna cona, potem je bila obrtna cona Potok, zdaj pa imamo tle betonarno, pa še, to je občina dala koncesijo, že izgleda in kot tale biotera, to so vse stvari nove noter, ker, poglejte, če se peljete od Menša proti Gorenjski, se odpre zelo lep, verjetno eden najlepših panoramskih pogledov v Sloveniji sploh. Imate lep pogled na Alpe in pa te vasi, ki ležijo pod Alpami. Posebno lep je recimo Kriše, ko leži lepo na nekaj hribčku. Zdaj, ki so že tisti Kopitan grad ali dela letos pomladi, že močno motijo. To se pravi, imamo več tehnologij. To sem hotel še povedati, da ta ljubljanska tehnologija pa ni tako kot ta italijanska zgleda, da je močno zastorela, ki jo sicer Koritnik zelo hvali, ampak ljubljanska je tako, da ne gre nič zadeve v zrak, ampak imajo vso zadevo tam nekje južno od Murgel in vso zadevo potem zraven imajo tudi tole čiščenje vode, tako da zadeva na okolje nič ne škoduje. Pa ker bojo morali tudi tele smeti, bojo vedno dražje, bomo morali počasi filtrirati, tako da bi za Ljubljano zelo koristno, če bi mi dol vozili ali pa nekam više na Gorenjsko, ker mikrolokacija mora biti nekje na Prepihu. Kot se spomnimo, je bila v tovarni, je imel Kamnik tovarno Utok, v dvorišču Utoka je zelo smrdel. Samo Utok je stal med Malim gradom in Starim gradom. To je ob vodi Bistrici, tam je vedno Prepih, tle Drnovo pa Prepiha ni. Tle nobena študija o mikrolokaciji, jaz upam dokazati in tudi tako čist. Iz fizičnimi zakoni fizike, mislim, se da lepo dokazati in tudi meteorologi bi verjetno to tudi potrdili, da to ne gre. Tako, hvala, zaenkrat. Bo še kdo kaj rekel? Besedo ima tukaj te prvo gospod Zupančič. Ja, že nekaj časa čakam na besedo. Ja, hvala lepa.
Tako je, ne, torej 3 stvari je vendarle treba tukaj počrtati. Smeti seveda so dejstvo, ki ga bo treba reševati. Če bodo odločitve lokacijsko, tehnološko, socialno neprimerne, bodo seveda na koncu tudi smeti veliko dražje. Da ne štejemo seveda tukaj tudi tistih učinkov, ki bodo padli po glavi, takoj tistim, ki bodo živeli v neposredni soseščini, ali pa tudi nekoliko dlje, če gre to za vodovarstveno območje, kot recimo torej to polje, torej Mengeško polje je. Zato podčrtujem še enkrat, da premisleki morajo biti seveda zelo tehtni in pa tudi študije, ki so narejene, ne morejo biti seveda zdaj samo, lahko rečemo, zdravstveno primernost, higienska in tako naprej. To je absolutno premalo. Torej ne gre samo za nek objekt, ki bo tam stal, kakšen bo torej vnos in tako naprej in kratko malo kalkuliramo, da seveda vse, kar noter pride, je ok, vse, kar pride ven, ni več torej naš problem, niti ekonomsko, niti ekološko. Ne. Temu ni tako. Zato, ker tisti objekt je tam, zato so potrebne manipulativne prometne površine, zato je potreben seveda nek živahen promet in vse to se seveda lepo sešteva. Veste, da je asfalt, torej kar se tiče upojnosti recimo energije, veliko in lepo segrevamo ozračje in to čisto brez veze, zaradi napačne lokacije. Če bomo imeli seveda prevažanje iz enega konca na drugega, če bomo seveda naredili torej lokacijo tam, kjer to na noben način ne sodi, recimo Komenda je, če tako gledamo, torej med Gorenjsko in Ljubljano na robu 2 regij, hkrati je pa seveda na robu tistega, ker bi jo morali absolutno čisto drugače valorizirati, ne seveda kot smetišče in skladišče. In to je tisto, to je izjemno kvaliteten bivalni prostor, pa seveda tudi še kaj drugega, veliko dejavnosti je tukaj lahko notri, ampak če pa potem slačimo neprimerne dejavnosti, potem ne bo seveda nekih dobrih učinkov na koncu koncev ekonomskih. Tretja zadeva je pa seveda tudi k torej tehnologiji oziroma ekonomiki take stvari. Ne, da bi se v to, ne vem, v samo tehnologijo posebej poglabljal, mislim, da v tej fazi to niti ni potrebno. Takrat, ko se odloča seveda o tem, kakšno in tako naprej, pa treba kristalno jasno vedeti, kakšno je. Ne, seveda slepomišljenje o tem ne smemo vedeti, kaj je ali pa ne vemo, bo tako ali drugačno. Ampak ekonomske, tehnološke, ekološke in na koncu tudi socialne postavke morajo biti tukaj kristalno jasne, torej kako iz tem je. Na koncu še enkrat, ravnanje z odpadki se začenja seveda pred domačim pragom in to je tisto, kar je. Mi lahko tukaj naredimo kvantni skok, torej sorazmerno hitro, ampak zato je treba zelo aktivno delati. In če seveda štejemo na to, da nas bodo, če jih odrinemo tam ali pa da jih bomo takole imeli še celo torej cenejše, ne bo šlo. Jaz vem, da za to so potrebna seveda leta, torej da te generacije preidejo. Samo te generacije se na vse zadnje učijo od nas. In tega časa mi ponavadi nimamo. Tako da moramo zdaj pač poskušati tisto, čemur rečemo na začetku misija nemogoče in iz tega iztržiti, kolikor se več da. In jaz sem prepričan, da se veliko tega da narediti. Države, ki so k temu resno pristopile, imajo torej, lahko rečemo, zelo pozitivne učinke. Lahko potrdim tisto, torej državo, ki je znana najmanj potem, recimo Združene države, v 2 letih je velikanski skok naprej. Torej, da se naredi, če se k temu resno pristopi in če je to pomemben nacionalni projekt. Ampak hkrati moramo povedati, v Sloveniji bomo potrebovali 6, recimo največ 7 takih objektov, ki morajo biti seveda na eni lokaciji in ta lokacija ne sme biti vodovarstvena, mora biti ogozdena, tako da je noter cirkulacija torej raznih prašnih delov in tako naprej. Potem štejemo tudi, da bodo tam glodavci, če bodo in tako naprej. Torej vse to, tako da brez učinka na okolje ni. Nimate tako čiste tehnologije, to je prvo in pa ne smemo zraven pozabiti, zraven je seveda še promet pristopa in torej pripeljavanja, odpeljavanja in tako naprej. Če je to na robu 2 prispevnih regij, smo seveda naredili, enormno smo povečali promet, zabasali vse ostale površine, zato bomo potrebovali nove manipulativne površine za recimo dostop do službe in smo tam. Kar se pa tiče seveda tudi gradnje, če smo že pri tem, torej različnih dislociranih proizvodnih con ali pa poslovnih con, ne vem, Slovenija očitno postaja, če sem malce hudoben, sračje gnezdo. In to nam ni v ponos, še manj v korist. Od tega nas bo bolela glava, če nas že ne.
Ampak treba je vedeti, da seveda množica teh con, ki se danes po vsej Sloveniji gradi, torej govorim za nacionalno raven, ker to nekoliko poznam, ni dobra. In čez 10 let jih polovica ne bo. Če dovolite, jaz bi se najprej odzvala z malo replike na to izvajanje dr. Zupančiča in sicer glede načrtovanja poslovnih con, to me je pravzaprav malo zbodlo. Tukaj bi vprašala, kje pravzaprav je bila tudi stroka, tudi znanstvena stroka na tem področju pri načrtovanju, kajti dejansko je v Sloveniji vidimo res stihijski pristop. Potem to sem samo pač omenila kot repliko. Želela bi povedati, da sem seznanjena tudi jaz s tem, da se Ljubljana resno zavzema za rešitev vprašanja odpadkov, tudi za naše območje. In da dejansko tukaj moramo govoriti tudi o ekonomiji, se pravi, to, kar je že rekel gospod Ovijač, je ekonomsko tisto, kar je okrog 300 000 enot. In tukaj je treba to pač obravnavati tudi z tega ekonomskega in ekosocialnega pravzaprav področja, kar je tudi gospod Zupančič že prej povedal. Moram vsekakor še enkrat ponoviti tisto, kar sem rekla glede pare in pa teh izpustov. To je bilo dejansko govorjenje na pamet, ker ni bilo narejene nobene študije in količina, ki je bila omenjena, se mogoče pomeni veliko, študije, ampak posledic te študije niso bile, ugotovljene so bile količine, ne pa posledice in pa mikro in pa makro ekološki vplivi niso bili tukaj obdelani in dejansko vsak strokovnjak, ki je potem razdelil to količino, je ugotovil, da to ni praktično nič v primerjavi z nekimi padavinami, nekim dežjem. No in drugo, kar bi rada poudarila, da je bistveno, še enkrat poudarjam, ozaveščanje in pravočasno ozaveščanje. To je lokalna skupnost dejansko zatajila, ker ni pravi čas prišla ven s pravimi informacijami oziroma ker niso bile narejene študije tudi iz tega vidika, se pravi ekonomskega, socialnega, ekološkega, predno bi se sploh začelo dejansko v javnost dajati informacije. Po drugi strani bi rada poudarila, da šole same ne morejo narediti vsega. Moram povedati, da evropska zakonodaja nas po eni strani zelo, zelo omejuje, ker tisto, kar sem prej tudi slišala od dr. Zupančiča, mislim, ne repliciram, ampak samo rada bi razložila, da recimo imajo otroci kruh za vid, to zahteva od nas evropska zakonodaja, tako imenovani sistem HACCP v zvezi z ravnanjem z živili in omejitev so takšne, da praktično kruha se rezati ne da in jaz sem slišala že od svetnice Sklare, ki je sedaj svetnica takrat, ko je to izjavila, je bila še poročevalka se strani šole, je rekla, da ko gleda svoje učitelje oziroma delavce v šolski kuhinji, ne ve, ali so vesoljci ali kaj drugega. Zaradi tega, ker morajo imeti toliko te zaščite sami, kot osebne zaščite, zaradi higienskega minimuma, po drugi strani pa mora biti vsa živila embalirana v tako embalažo, da ne pridejo v stik s kožo in tako naprej. In to je posledica pač evropske zakonodaje. Žal, ta evropska zakonodaja, kljub temu, da govorimo o trajnostni strategiji na ravni Evrope, kjer nas prisiljujejo v razne pač ravnanja, po drugi strani nam nalagajo embalaže in nekritično gledajo na industrijo, ki propagira tudi skozi to, da zasluži skozi embalažo in skozi tako in drugačno lepo in pa manj lepo embalažo. To je samo toliko, da pač poudarim, da nismo tukaj sami, velikokrat tisti, ki lahko kreiramo karkoli. No, povedala bi še rada to, da otroci, kot je bilo že danes tudi povedano, nas posnemajo in v družinah se začenja ekološka in vsakršna vzgoja. Tukaj ne more šola narediti brez družine, ničesar, če tukaj ni zavezništva. In starši smo tisti, ki nas otroci gledajo. In moram apelirati na vse tiste, ki še smeti danes odmetavajo, da se naj zamislijo. In skrajni čas je, da spremenijo ta ravnanja tudi zaradi svojih otrok, če jih že zakonodaje ne prisili tako daleč, da bomo kaznovali recimo nekoga, ki ga na cesti srečamo, da odlaga smeti, ali pa če pa odpelje pa pred očmi vsakega. Naprimer, jaz sem sama doživela, da je človek,
ki je bil nekoč zelo pomemben tudi v politiki v občini, odložil smeti in kljub temu, da je bila pobuda dana, jih ni odstranil. In še danes vidim tiste smeti tam, res, mislim, žalostno. Tako da, glede prevozov bi pa tudi povedala, da v vsakem primeru odpadki se bodo nekam vozili. Kjerkoli že deponija bo, odpadki se bodo tja pač vozili. In kjerkoli sortirnica bo, tja se bojo pač vozili. Prometu se v tem smislu pač ne moremo izogniti. Res pa je, da se lahko naredijo zopet študije, kjer se lahko ugotavlja, kako bo ta promet potekal. In rada bi pač povedala, da še enkrat poudarjam, manjkalo je vseh možnih študij. In danes zgleda, da gre smer pač v dva centra in sicer tako, da bosta dosegla oba centra tisto količino kritično, ki mora biti okrog 300.000 enot na en center. Hvala. Za repliko se je prijavil gospod Zupančič, potem bomo pa kaj več povedali o študijah, se pravi, boste dobili vi besedo, gospod. Ja, torej čisto na kratko, že eno dobro desetletje je, odkar je bil, ko so bile narejene kar številne študije, torej zelo debela špeharija v pripravi za prostorski plan Slovenija 2020, to se pravi za srednjeročno obdobje. Izrecno je bilo poudarjeno, torej to lahko rečem iz prve roke, ker sem tudi pri torej eni raziskavi in potem na koncu v debatah torej sodeloval. Seveda je iz tem tako, a veste, študije se pripravijo, potem pride zadeva torej v fazo odločanja, recimo vse tja nekje do parlamenta, ki potem sprejema tudi konkretne politike. Tudi ta je neke določene smernice. In jaz tukaj vidim seveda, torej varianto A, ki je nastala torej pred 10 leti, skoraj da že v okviru Ministrstva za okolje in prostor, in je bilo jasno počrtano, torej, da želimo dosegati torej, ekonomsko racionalnost, racionalno rabo prostora, varovanje kulturne krajine in seveda tudi zapolnitev najprej tistih sivih con in vsega ostalega. Ampak kaj se dogaja? Dogaja se varianta ne B ali pa C, ampak ne vem, K ali pa še kaj bolj zadej, kjer seveda potem vidimo, da lokalne skupnosti dobesedno vsaka po svoje seveda kreirajo svojo politiko. Ampak to je realnost. Torej, za ilustracijo se lahko predstavljamo tudi to, kaj bodo torej, te pokrajine v 14 je predlaganih in to, če postavimo na recimo evropsko raven, iz katero bodo morale sodelovati in konkurirati, ki imajo v povprečju nekje med 800.000 in 2 milijonov prebivalcev, ne vem. Slovenija bi ekonomsko zdržala 3 pa nič več. Ampak če se vrnemo zdaj nazaj, tukaj torej študije so bile narejene, smernice obstajajo, zdaj dogaja se pa seveda XY drugačen in tudi je na nek način katastrofa, zakaj se to ne doseže. Ampak to je problem, ki je pravzaprav v Sloveniji že star. In bolj, ko so občine majhne, a veste, največ con imamo kje, imamo jih, a veste, mrgoli jih recimo v nekem Prekmurju, potem tukaj ob mejah in tako naprej, ki zdaj lahko napišemo, torej tele meje se bodo, bomo rekli, popolnoma odprle, nobenega razloga zanje ne bo. In tudi nekatere te velike imajo danes velike težave, torej z doseganjem recimo praga ekonomske racionalnosti za tekoče poslovanje. Tako da graditi v majhni občini torej toliko ni primerno. Ob tem, da imamo seveda lahko, bomo rekli, ekonomsko zelo ozaveščeno prebivalstvo, imamo prebivalstvo z v bistvu nadpovprečno, mi smo v zgornji četrtini po torej dohodku, zaposlenosti in tako naprej. Skratka je, moramo se zavedati, to je pravzaprav prostor tako imenovane velike Ljubljane. In živimo pravzaprav v tej fluktuaciji. V takem graditi pravzaprav vse to ni. Pri skladiščih je enako. Skladišča so najbolj pripravna za torej, lokacijo tam, kjer že obstajajo torej, neke velike prometnice. Drugače jih je treba zgraditi ali pa zapolnijo torej, te tamale. Mislim, po vsem svetu to velja in v glavnem tudi tako deluje. Če pa ne, potem pa ne gre. Druga stvar je pa seveda plastika in evropska zakonodaja. Torej, Evropa se je spomnila marsikaj, kar bi rekel tako, po neki presoji niti ni dobra odločitev. In zato plačuje seveda zdaj cehov. Bo mogoče pač kakšen drug sekretar, minister, ne vem kdo, se spomni česa drugega, ampak države imajo tudi možnost določene regulacije. In to so tudi naredile. Nemčija in Avstrija imata lepo, naprimer, uveljavljeno, da so seveda plastične steklenice za
olje in tako naprej, seveda dražje. Zelo preprosto, ne? Torej, ekonomska palčka je najbolj učinkovita zadeva in tam se začenja, seveda, ne? Če ne bo tako, boš pač plačal, ne? In na koncu je to. Ne? Na ta račun so pa potem seveda drastično zmanjšali tiste obratne stroške, ki potem tam nastajajo in zadeva se ekonomsko izide. Ne? Ne? In če boste potovali po Nemčiji, veste, je tako, ne, recimo, povprečna gostota, ne, je tam nekje, ne, okrog 230-240 ljudi na kvadratni kilometer. Če boste potovali skozi deželo, nikoli ne boste imeli takega občutka, tako goste naseljenosti kot tukaj. Zakaj? Zaradi tega, ker smo pristopili v prostorsko razpršitev, ki na koncu ekonomsko zelo veliko stane. Ne? In bolj, ko bomo imeli razpršene torej ekonomske potencijale, se pravi proizvodne cone, vključno recimo tudi z smetišči in tako naprej na lokacijah, za katere bo treba več prevažanja, ne bo. Kar se pa tiče prevažanja, pa seveda tako. Če je to centroid regija, kamor prihajajo noter, je zadeva vendarle torej veliko boljša, bolj posrečena, kot pa seveda, če prevažamo. Veste, ker mora iti enkrat sem in enkrat nazaj. Ne? Tako da to se, pa seveda, to mora biti lokacija, ki je na enem mestu, torej celoviti centri za manipulacijo z odpadki. In tisti prostor se treba zavedati, je žrtvovan. Tako pač je. Ne? In to se potem tudi lahko ekonomsko vrednoti. Ne? Mogoče, če jaz malo povem, ne, danes smo slišali veliko nekih številk pa podatkov, ne, v katerih sem pač imam očitno težave, ker jih nikoli nisem srečal ali videl. Ne. Zgodovina mogoče tega projekta, ne, je ta lokacijski načrt, ne, zdaj pa verjetno drugače imenovan, no, ampak skratka lokacijski načrt se je načelno pripravlja že več let, s tem, da se že več let ne dela nič. Ne. Konkretno, ne, mi smo imeli to pogodbo še iz leta 2004, s tem, da se do konca leta 2006 ni naredilo, mislim, nič, ne, in se ni vedelo, kaj bo tam, razen tega, da verjetno podobne stvari, kot so sedaj. Ne. Kar veliko krat hodim v to odlagališče, ne, očitno je naša družina malo tako ozaveščena, da večkrat pelje te ločeno zbrane odpadke in pač zelo vem, kakšna je situacija tam in kako se ti odpadki predelujejo zdaj. Tako da je ureditev tega načina, ne, bila verjetno popolnoma legitimna želja občinske uprave, ne, zadnje ta leta. In ves čas, ne, je verjetno bilo mišljeno, da se bodo tu sortirali odpadki iz Kamnika in Komende, tako kot se sedaj, ne, in pred prevozom v Ljubljano. Zdaj, zakaj sploh ta mehansko-biološka obdelava odpadkov? Ne? Odlaganje odpadkov je draga stvar, odpadki ne izginejo, ne, in ne vem, kakšno tehnologijo ima Ljubljana, ne, da to uniči, ne vem, s kakšno jedrsko reakcijo ali kako, no, ampak skratka odpadki se na koncu odložijo. Ne. Zelo dolgo, ne, poznamo te principe, ne, 3 R-jev, reduce, reuse, recycle, skratka zmanjšaj količino odpadkov, ne pejte s cekarjem v trgovino, ne, z vrečko in podobno, ne. Ponovno uporabo stvari, ne metati stvari stran, ne, recimo z obnovljivimi, mislim, z vračljivimi steklenicami, ne, in z recikliranjem, ne, to pomeni, ne, da recimo ločeno zberemo te odpadke, da se na primer plastične steklenice zmeljajo in predelajo v Italiji, kjer so verjetno tudi proti temu, ne, da pač slovanske smeti hodijo tja. Ne. Malo sem zloben, ampak pač tako je. Zdaj, zakaj? Pač mehansko-biološka obdelava odpadkov pomeni samo en način za zmanjšanje količine odpadkov pred odlaganjem. Ne. Pač pred odlaganjem in recimo pripravo dela gorljivih odpadkov za sežig. Ne. To, da se bodo smeti sežigale v cementarnah, to jaz rahlo dvomim. Ne. Vsaj na tem nivoju, kot smo sedaj, pa kolikor poznam obe naši cementarni, pa jih je kar dobro. Ne. Pač mislim, da 2 leti nazaj, ne, sem sedel pred veliko večjim zborom v Anhovem, ne,
ker Madonna, da nisem prepričan, ne, da bodo vzeli naše odpadke za sežigati, ravno tako ne v Trbovljah. Skratka, ne, odpadki se bodo sežigali, ko bo urejena neka sežigalnica, taka kot je treba v Sloveniji, trenutno je še nimamo, v Celju so nekje najdlje. Ne. Skratka, nek način za zmanjševanje količine odpadkov potrebujemo. Ne. Možnosti pa so seveda, ne, vprašanje je, kje bo to locirano, ne, in odkot je padla komenda iz neba. Ne. Če ste kaj spremljali, ne, mislim, da od leta 1994 že teče en projekt Centra za ravnanje z odpadki za Gorenjsko. Ne. Takrat je bila še zelo aktivna sedanja državna sekretarka magistra Bernarda Podlipnik, ko je bila še direktorica komunale v Radovljici. In ta projekt je nabral, mislim, da okrog 23 gorenjskih občin, kjer so družno iskali lokacijo za odlagališče. Ne. Milijoni evrov so šli za študije, ne, kje bo ta lokacija, ne. In na koncu, ne, je obveljala pravzaprav zelo politična odločitev, ne, ker pač, ne, strokovnih lokacij je lahko precej. Ne. Politično je bila zadeva nekje najbolj sprejemljiva v Tržiču, ne, na kar zlomka se zgodijo lokalne volitve in pride, pač, ne, se kako zamenja barva, ne, kaleidoskop se zavrti in naenkrat ta lokacija postane sporna. Ne. In ves čas, kar se tukaj pogovarjamo, ne, pravzaprav se grejo zdaj tukaj eno pač lokalno sveto vojno, ne, o tem, ali bo tukaj mehanska biološka obdelava odpadkov ali ne, zato, ne, ker je neka druga lokacija, ki je bila pač po nekih kriterijih izbrana, ne, postala malo nezaželena in je spet, rečemo temu, politično vprašanje bilo, ne, kaj pa bo zdaj Slovenija s temi pričakovanim denarjem, mi ta MBO moramo nekje zgraditi, ne, v Tržiču zdaj nekako ga ne bi, ne, ja, gledajte, se v komendi pa delate lokacijski načrt že 2 leti, ne, se če imate pa za 30.000 prebivalcev, mogoče bi bilo pa tudi za 100, ne. Tako je ta lokacija prišla, nobene študije ni bilo resne. Kdo je povzročil to lokacijo? Tisti, ki se je lotil izkopavati Gramoz. Ne? Verjetno starejši prebivalci boste morda vedeli, kdo je, jaz sem tukaj šele 6 let, ne vem, ne? Ampak pač, ne, ta gramoznica je prejudicirala vse to dejavnost. Ne? Tudi svetniki, ki ste bili prej v Kamniku, ne, boste verjetno vedeli, zakaj ste se odločili, da se bodo tukaj smeti predelovali. Ne? Skratka, ne, taka izjemno dolga zgodovina je za nami te lokacije, ne? Nimamo pa pravzaprav. Zdaj pa smo se našli, ne, seveda v enem takem velikem časovni stiski, ne, kjer pravzaprav v tehnologiji, razen tega, ne, da se bo tam nekaj sortiralo, pa sušilo, ne ve nihče nič, ne, mislim nič. Bil je ta ogled podobnega objekta v Italiji, ki recimo zgleda dosti v redu, celo neke analize so tukaj narejene, neki podatki so, ampak vse te zadeve, ne, so pravzaprav ne, ta strokovni del, ne, kot bi rekli, ne, z raznimi študijami, s postopki, ki tečejo, z 12 ministrstvi, ki so, mislim, da ravno pred nekaj dnevi dale dokončna soglasja k temu, da se lahko začne sploh javna razprava o vplivih na okolje, ne, je vprašanje, kaj bodo zalegli. Ne. Pa čisto odkrito povemo. Ne. Vse te študije bodo pač dokazovali, ne, kakšni bodo vplivi, ne, ali bodo vplivi malo večji, malo manjši, ne, ali bo recimo vrednost neke njive zraven odlagališča kaj večja ali kaj manjša, koliko bo prometa več ali manj, ne, mislim, da ne bo manj, malo več ga bo, ne, ampak spet malo, ne, 1 do 3% recimo. Ampak vseeno, ne, odločitev o tem, ali to bo tukaj ali ne bo, bo popolnoma politična, pa ne samo v občini Komenda, ne, ampak bo odločitev politična o tem, ali bodo te smeti šle v Ljubljano in bo imela Ljubljana svojo predelavo. Če bo imela Ljubljana svojo mehansko-biološko obdelavo odpadkov, je tukaj ne bo. Je to popolnoma jasno, ne, in se zelo strinjam z doktorjem Zobčančičem, ki je govoril o teh lokacijah, ne, zato, da bi smeti tukaj pesno sortirali v nekaj milijonov vredni napravi, ni nobenega smisla, ne, če taka naprava stoji v Ljubljani. Če pa to pomeni, da je treba vse te ostanke voziti na Jesenice, ne, je pa mogoče zgodba drugačna, je pa to možno. Ne. In ta lokacija spet ni tako zelo slaba, ne. Kje pa je dobra lokacija, ne? V zaščiteni naravi naokrog, kjer ni nikogar,
ni. Ne. V raznih dolinah, ne, kaj že tam med Starim pa Malim gradom, Kamniku, tudi ni dobra lokacija. Ne. In tako naprej. Ne. Skratka, zadev je veliko. Ne. Nahajamo se pa seveda v času, ne, ko je kar naenkrat prišlo veliko denarja iz Evropske unije, ta denar je treba porabiti, ne, in nimamo časa, ne, nimamo časa. Ne. Pač komenda je pred tem, ali bo v to šla ali ne bo šla. Ne. Pač župan je pragmatičen človek, ki se je zadeve odločil mogoče malo na pamet, ne, pa tako, mislim, da ne vem, ne. Nekaj ljudem se to zdi dobra ideja ali pa vsaj ne tako zelo slaba. Nekaterim ljudem se zdi to izjemno zahtevno, mislim, pač popolnoma napačna, ne, in mislim, pač versko nesprejemljiva, ne, če tako rečem, ne. Tako da pravzaprav, ne, zdaj v kakšni tehnologiji, pa v kakšne racionalne razprave tukaj, kaj dosti ne more vprašanje, če lahko opravimo, ne. Se pa luštno pogovarjati, ne. Tako, hvala. Ja, se zavedam, da sem tukaj že veliko govoril in ne bi rad porabil 45 minut za kakšne svoje, ne? Ampak vseeno, ne? Nekaj, ne? Torej, pravite, gospod Špendelj, da na koncu je seveda odločitev politična, ne? Ja, samo mora biti seveda strokovno podprta in tukaj se ne smemo dati zmest temu, da ja, na koncu se pa vendarle treba nekako zmeniti pa posrkati evropska sredstva, ne? Napaka že v samem začetku, ne? Zakaj? Evropska sredstva posrkate, potem naredite nekaj, kar bo funkcioniralo s težavami, to se pravi zaradi pogojev, ki smo jih torej danes že velikokrat omenjali, ne bi ponavljal, bodo seveda težave, ne? In bodo ekološke in bodo seveda tudi ekonomske težave, ne? Tako da tukaj bo treba seveda priti do nekoliko drugačnega postopka, ne? Poglejmo, kako je bila nemogoča torej tudi lokacija torej jedrskih odpadkov in tako naprej. Ne? Torej, po nekem določenem času, lahko rečemo izboru, neki procesologiji, ki jo pač treba najbrž tudi na državni ravni sprejeti, bo treba seveda iskati tiste lokacije, ki so take, potem pa iti k, lahko rečemo, izboljševanju, tudi k dokazovanju tega, kaj je najboljše in tudi na vse zadnje, lahko rečemo, ekonomski stimulaciji tistega, kaj ti zavedati se je treba. Ne? Vsi taki objekti so seveda veliko breme za okolje in čiste tehnologije, bomo rekli v smislu, torej celokupnih učinkov ni. Ne? In tega se je treba zavedati in na koncu mislim, da jih bomo našli. Torej lokacija, ki si jo, torej zdaj le bom zelo na pamet povedal, predstavljam, mora biti seveda torej najprej vodotesna in kolikor toliko vododržna. To se pravi, da to ne sme biti neka zelo porozna podlaga. Ne? In na tem polju imamo pa krasen primer tega, ki ne sme biti. Ne? To je vzorčen primer, ki je ne sme biti. Ne? Druga stvar je seveda odprtost prostora. Ne? Odprtost prostora pomeni seveda prepišnost. Ja, krasno bomo rekli, ne? Sej to rešuje marsikateri problem. Ja, samo na robu te prepišnosti imamo seveda naselje in ti bodo seveda nezadovoljni, potem pa pridejo kakšne tožbe in tako naprej in bomo imeli seveda ne profit, ampak fiasko. Ne? Tretja zadeva je pa potem torej tudi potrebna manipulacija, to se pravi z prometnimi sredstvi in prometno infrastrukturo, kjer je zelo dobro, da uporabimo tista in tam, kjer seveda to torej povzroča najmanjše torej stroške v smislu novogradnje, pa tudi vzdrževanje. Ne? To se pravi tiste lokacije, kjer bo treba nekaj na novo in to bo treba vse seveda vzdrževati, ne pa pomeni tudi, če bomo imeli, kdaj, upam še, snežne zime tudi manipulirati. Ne? Mislim, to so vse tisti skupni stroški, za katere bodo potem smeti zelo drage, če se odločimo, bomo rekli, v redu, ne? Pa sprejmemo evropska sredstva, zmagali smo, nismo, ne? Zaklali smo se. Ne bi želel, da se seveda to naredi torej tukaj le prav na ta način, ne, da smo malce nepotrpežljivi pri torej tako strateško pomembnih in dolgoročnih odločitvah, kot so seveda velike smetarne. Ne. Kratka replika, ker nas čas preganja. Čisto na kratko, ne, poglejte, ta lokacija, kar se vodozdržnosti tiče, ne, ni primerna na robu vodovarstvenega območja, res je, ne, da je vmes še recimo tudi velika industrija, pa recimo pomembna naselja, ampak to tega ne zmanjšuje. Ne. Drugi kriteriji so morda boljši. Kar se tiče prometa, tukaj je bila tudi ena ocena narejena, promet zaradi takšnega objekta, ne, bi se povečal za tam 1 do 3% na posameznih cestah, ki so tukaj, ne, kar pomeni približno tako povečanje, kot je tako ali tako v 2 letih. Ne. Tako da
marsikaj teh argumentov bo narejeno v raznih strokovnih študijah, ampak spet končna odločitev, ali to bo tukaj ali ne, oziroma ali to ne bo tukaj, je pa drugje, je pa odločitev o tem, kam bodo te smeti šle. In zdaj pravzaprav je relativno zgodaj, dejansko smo zgodaj v tem procesu odločanja in študiranja, kjer je še ogromno neznank in spremenljivk. Morda je to pač prepir okrog Oslove sence, pa malo vroča pomlad smo imeli, ker tega tako ali tako ne bo tukaj. Lahko pa, da se izkaže, da se bo projekt nadaljeval in bodo te študije narejene. Realno je pa seveda vprašanje, ali bo kje recimo v regiji pripravljenost, da bi se zadeva naredila na drugi lokaciji. To je stvar, ki nas še čaka, oziroma čaka, pa vem, kdo bo, recimo čaka ministrstvo, ki bo na koncu odločilo o samem ravnanju z odpadki. Tako še eno mnenje iz strani občanov. Jaz sem Klemen Pibernik in mi je v imenu vasi Suhadole spregovoril. Namreč na drugi prostorski konferenci smo pravzaprav videli, kako obsežne projekte ima, kako obsežne načrte ima občina s to lokacijo. Namreč ne samo MBO, tam noter bosta nastopila še podjetje Rešet, podjetje Biotera, pa še občina, ima svoje. In zdaj jaz, ko gledam že danes, ko svojega dvorišča gledam to polje, tam kar rastijo neki kupi nekih stvari. In če greš pogledat v jamo, je to prava groda, kaj vse noter se nahaja. Zdaj, če mislijo to vnaprej, tako gospodar, vidimo, da tukaj nam jako slabo kaže. Tako da mi pravzaprav se hočemo boriti za to polje in nas prav čist nič ne briga, kaj misli občina. Hočemo polje nazaj, in to zaradi tega, ker ima to polje neko svojo zgodovino. In sicer to polje je nastalo iz porečja Kamniške Bistrice in je seveda bilo prodnato in od vsega začetka je tam bila pravzaprav pridelava kmečkih pridelkov silno borna. Tukaj so ljudje graško odnašali kamenje z teh površin, da se je sploh dal kmetovati in so iz tega nastale groblje. 3 groblje so se zarasle in v teh grobljah je bila silno primerna zaščita za vso divjad, ki je pač tam gor bila v obilnej meri, tako zajcev kot pernatih. No, potem je prišla konec druge svetovne vojne, je bil ta zgornji del od Mengeške ceste ljudem, kmetom odvzet na tak ali drugačen način. Potem se je to vse zravnalo in ni bilo ne grobelj, ne nobene stvari. In seveda, zdaj, ko je prišla pa denacionalizacija, pa v začetnem postopku sploh ni bilo možno, da bi lastniki dobili parcele nazaj, ampak je vedno še Emona, to nekog držala v svoje lasti. Ker naenkrat smo pa dobili pa obvestilo, pa da bo to vrneno. In še celo, da nam bojo, parcele zakoličili. In to je vse plačala občina Komenda. Kar seveda je dalo vedeti, slutiti, da tukaj se bo nekaj dogajalo, ker tudi pri prepisih parcel je bilo treba te njive, oziroma te parcele čisto drugače ovrednotiti. To niso bile več njive, to so bile že na pol stavbne parcele. Tako, da zdaj, recimo tudi danes je prišlo neko obvestilo, da bojo tam neke geodetske meritve, ki sigurno niso namenjene temu, da bo tam ponovno vzpostavljeno prvotno stanje,
ampak da se bo tukaj nadaljevala neke aktivnosti v zvezi z izgradnjo novih objektov na tem področju. In zdaj, če naštejem samo tisto, kar je takrat bilo rečeno na tej drugi prostorski Gospod konferenci. Pibernik, jaz vas bom prekinila, ker se nam bo počasi čas iztekel. Bi se pa navezala na vas. Občina Komenda namreč že leto dni pripravlja lokacijski načrt za jamo v Suhadolah. Nekatere družbe imajo dovoljenje za upravljanje dejavnosti do leta 2010. Zanima me, kako vi gledate na to, katere dejavnosti naj bi se upravljale v tej jami, če sploh katere. Jaz bi zaključila glede na to, da prihajamo k koncu. Odlok o pripravi lokacijskega načrta oziroma vsi dokumenti v zgodovini in sedanji upravičujejo oziroma zahtevajo, da se 2/3 jame vrne kmetijski dejavnosti, ostali del je pa samo začasen, in sicer Publikus ima dovoljenje samo še do leta 2007, Rešeja do leta 2010 in pa Biotera. Jaz bi rekla, jaz sem tudi kmet, sem tudi lastnik zemljišč, do katerih ne morem priti v posest. Zemlja je bila odzeta tudi mojim dedom in jaz bom rekla, tudi mnenje našega odbora je, da gre dejansko za polje, ki ima svoje vrednote, tako za življenjski prostor ljudi, živali in tudi ima pomembno ekonomsko funkcijo. Dejansko površina, na katero posegajo vsa podjetja, so danes že znatno večja, kot so opredeljena v prostorskih dokumentih, kar pomeni, da gre za nasilje nad prostorom in dejansko se tudi, bom rekla, jaz osebno sprašujem, kdaj bo prišlo tudi do moje parcele in nasprotujem ostro temu in glede na to, da so del tega prostora dejansko tudi kmetje v Komendi in da, če hočemo biti konkurenčni, moramo priti tudi do svoje zemlje, povečati svoje kmetije in želim, da se ta prostor vrne kmetijski rabi, zato da se ohrani tudi delovna mesta, to se pravi v Komendi, ker za enim kmetom stoji 38 delovnih mest. Pa ostali? Moje mnenje in mnenje Franke. Menim, da je ravno tako, se pravi, na prostorski konferenci o lokacijskem načrtu čim prej pridobitnikov javno mnenje. Zainteresirane oziroma zagovorniki turizma in nosilci javnih funkcij naj poskrbijo za neko tako pametno uporabo tega zemljišča. Predlagam, da v naslednjih 10 letih nekje predvidimo odlaganje inertnih odpadkov, ilovine iz poslovne cone in naj se zemljišče in površine vrnejo kmetijstvu, morda del celo za ureditev kakšnega parka. Hvala lepa. Ja, če smem seveda kot starešina lovske družine Komenda končati lovsko in podati torej en predlog. Popolnoma se strinjam, torej ta prostor naj prevzame predvsem torej kmetijsko funkcijo, ampak to hkrati pomeni tudi rekreacijsko, ki se danes že odvija tam in bi seveda z drugačnimi dejavnostmi morala torej iskati nov prostor. Je pa tukaj le še en problem, ki je razmeroma enostavno rešljiv. Namreč velik problem, ki ga opažam, torej kot krajan Križa, je seveda veter in če piha iz vzhoda, dobimo v torej času, ko je ta zemljina pač razgaljena, prah torej na okna, na fasade in tako naprej. Seveda pa to ostaja potem tudi problem za kmete, ker iz tem odpihava najbolj plodno prst, ki jo prej seveda lepo manipulirajo, gnojijo in tako naprej. Veliko se da pomagati na razmeroma enostaven način in to je seveda torej pasovi, ki bi bili torej grmički, kar pa je nekoč že seveda obstajalo. Lovska družina seveda to z velikim veseljem in zanimanjem spremlja, zato ker so potem tudi male živali tam. Lahko pa rečem, ptice bodo odnesle marsikatero žuželjko, ki jo potem ne bo treba torej s kakšnimi kemikalijami in tako naprej. Mislim, da je to tista pot k sonaravnosti, za katero se zavzemamo in lahko tukaj dejansko povečamo torej vrednost tega, tudi ekonomsko, da ne govorimo tudi socialno, ekološko in tako naprej. Hvala. Pa se opravičujem, če sem bil torej danes malce dolg. Ja, jaz bi tle rekel tako, dobili smo iz MOP-a, iz Ministrstva za okolje in prostor, obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila. Za ta prostor bo javna razgrnitev, takrat 30-dnevna. Na to javno razgrnitev jaz upam, da bojo ljudje prišli, da bojo
dajali svoje pripombe in verjeten, če bo pripombe tehtne in ustrezne, se bo dal potem lokacijski načrt tak narediti, kot je potrebno. To je ena od stvari. Druga stvar pa na začetku, že ko sem začel govoriti, sem povedal, da smo pač na zadnji seji sprejeli sklep, da se zaprosi Snago in mestno občino Ljubljana za odgovor. Dobili smo ga 23.5., v katerem v zadnjem stavku piše župan: v kratkem vas nameravamo povabiti na predstavitev projekta in ponuditi v podpis pismo o nameri o bodočem sodelovanju na tem področju, to je na področju smeti. In jaz upam, da se bo tole pravilno razvil in da bomo kot enakopravni partner sprejeti in verjetno bomo potem tudi imeli vse rešeno s smetmi. Čeprav moramo reči, koliko smo že celo oddajo govorili, treba je v glavah si posoltirati smeti, treba se je ekološko obnašati, tudi če bo v Ljubljani MBO ali v Celju ali kjerkoli, mi sami moramo poskrbeti svojega dvorišča čim manjš odpadka ali sortirani odpadek. In tudi, ko gremo v trgovino, ne kupovati kar vse, zato ker je pač pocen, ampak gledati tudi, kaj bo potem ven iz tega padel, koliko bo embalaže. Hvala. Ja, no, jaz bi, glede na to, da prihajam iz področja kemikalij, opozorila rada na nevarne odpadke, za katere sem se tudi osebno več let prizadevala in danes imamo v Komendi tudi ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov, pa bi apelirala na vse tiste, na vse posameznike, da dejansko skrbijo za to, da zbirajo te odpadke posebej in jih potem tudi oddajajo posebej, vključno za zdravili, akumulatorji, kemikalijami in tako naprej. Drugo, kar bi želela povedati, je, da smo se v SLS zavzeli za to, da bi se ta zemlja, ki se koplje v poslovni coni, ki jo omenila tudi gospa Vesna Živadinov, uporabila za kmetijske namene. In vemo, da na Drnovem je taka zemlja, ki bi potrebovala, peščena zemlja potrebovala dodatno zemljo in je bilo tudi sklenjeno se strani občinske uprave, da bodo kmetje ob vsakem izkopu obveščeni in da bodo to zemljo lahko dobili. Se pravi, da se zemlja ne bo vozila na neke deponije, kjer bo nekoristna, ampak da se bo lahko uporabila v kmetijske namene. In hvala lepa, da sem lahko prisostvovala tej klepetalnici. Morda še kakšna kratka sklepna misel iz strani občinstva? Kar mikrofon. Pa prosim, če ste kratki. Ja, mislim, da sem lahko kratek. Mislim, da sem lahko kratek, glede na to, da so moji predhodniki, ne poseben gospod Zupančič je zelo veliko povedal, ne, in se v vseh pogledih strinjam, ne, z njegovimi izvajanji. Tako da tle ne bi jaz to še enkrat načenjal, ne. Mislim, samo to bi povzel, ne, da kot se zdaj stvar odvija, mislim, da bi bila najboljša varianta MBO Ljubljana. Predvsem tudi zaradi bližine, zaradi transportnih poti, ker tudi Kamnik, Mengeš, vse poti bi šle mimo naše občine, ne skozi našo občino. To se pravi, ves promet odpade, pa še MBO-ja se znebimo, ne. Poleg tega je pa tudi gospod župan na zadnji seji občinskega sveta omenil, da bi bila še najboljša rešitev kar Kranj. To sem bil prijetno presenečen na to njegovo izjavo. In jaz vidim to kot drugo varianto. Kranj ali nekje okolica Kranja za celo Gorenjsko. Količinsko smo že danes ugotovili, da se to lih nekako poklapa, ne? In to se pravi, to sta te dve varianti, ki se mi zdita sprejemljivi. Tretja stvar, ne, ki bi jo pa tudi jaz poudaril, je pa to ekološka osveščenost. Mislim, da ni dosti samo otroke v šoli učiti. Mislim, da se tudi mi starejši še lahko kaj naučimo, da nismo že toliko zakrneli. In glede na to sem jaz že pred enim mesecem predlagal posebno rubriko v Aplenci, ekološko rubriko, kjer bi se prebivalce naše občine obveščali, konstantno obveščali, kako ravnati z odpadki, posebno s tistimi nevarnimi odpadki, kot so baterije, kot so azbestne te salonitke. Ne. Jaz sem prepričan, da ljudje še ne vejo, kako
kako s tem ravnati. Poleg tega je bilo pa danes že večkrat tudi rečen okrog tega, kako se da na račun manjše embalaže precej prevečevati to smetine. To vam jaz iz lastnih izkušenj lahko povem, ne, ker smo v bistvu zelo spremenili življenjski stil in iz ene kante, z 5 polne, te velike kante, ne, na 5-člansko družino smo prišli do 4 kante. In če bi vsi tako ravnali v naši občini, bi drastično zmanjšali količino smeti. Še 2 mnenji. Ja, jaz se bojim, če se zgovarjamo samo na ministrstva, da zadeve bojo lahko tudi malo čudne. Ker vidimo, da posamezne občine preko županov določenega lobiranja dosežejo včasih precej nerazumljive, bi rekel, ali pa saj sporne, z mojega prepričanja sporne posege v prostor. Če gledamo samo recimo občitavla prostorsko ureditvene načrte občine Komenda, poleg tistih, co sem prej omenil, vidimo, da se nova železniška proga od Jarš do letališča in pa cesta Želodnik-Vodica, tudi na nov narejene cesta, ne, samo od Jarš do Žej 3-krat med sabo križata. To pomeni, da je tudi z ministrstvi in stroko lahko nekaj hudo narobe. Hvala. Še gospa Ivana. Jaz bi samo še nekaj apelirala na občinske svetnike in samega občana. Jaz mislim, da smo tako konstruktivna občina prebivalstvo, da bi bilo pameten, da bi ob tako velikih problemih, kot je bil tale, prišli na občinski svet. In v tem času mi nismo prišli. Prišli smo na ministrstvo, prišli smo na javno tribuno v Mengšu, v Komendi, za celo občino ni bilo ničesar. Čeprav smo vse občinske svetnike osebno obvestili, sama sem nosila okrog obvestila, bi se lahko kaj pogovorili in drugače reševali probleme in jih na lepši način tudi rešili. In ne bi bilo potrebno toliko enih hudih besed na račun vsakega. In se vam prav lepo zahvaljujem, da ste tole klepetalnico pripravili, ki je razjasnila in dala možnost, da se predstavimo širši javnosti. Hvala lepa. Tako, naš čas se je žal iztekal. Hvala mojim gostom, da ste se sploh vsi udeležili v klepetalnici. Ne nazadnje tudi hvala vsem, ki ste nas prišli poslušati v živo in dejali svoje mnenja. Tako, spoštovane občanke in občani, to bi bilo za to sezono vse. Poletni sončni pozdrav od ekipe TV+, vidimo se zopet jeseni. Takrat se lepo imejte, pa srečno. Najemnike moje